V skladu s temi korona pravili so se osnovnošolci razpršili po delavnicah in na tehniških dnevih odkrivali številne panoge strojništva. Elektrika me tudi predvsem zanima. Strojništvom dosti razložiti, ker je tudi veliko metod je zelo okolju prijaznih. Ena takih so vodikove tehnologije, ki bi lahko nadomestile manj okolju prijazna goriva. Prednost vodika je predvsem v tem, da je zelo čisto gorivo. Vemo, da pri oksidaciji vodika nastane le voda oziroma vodna para. Tukaj ne gre govoriti o nobenih sojah ali kakšnih drugih nečistočah, ki nastajajo pri izgorevanju ostalih zdaj poznanih goriv. Tako v naravi kot v tehniki pa se pogosto srečamo z na videz nepredvidljivimi pojavi. Če metuljček na Japonskem zamahne s krilci, to povzroči, da v Ameriki nastane tornado. Skratka, majhne spremembe lahko povzročijo velike razlike v vremenu. Pomembno je torej, da smo natančni. Pri tem si lahko pomagamo tudi s hidrotekočo kamero. Posnamemo nesrečo z velikim številom slik na sekundo, tudi do 32.000 slik. Posnetke pa lahko potem analiziramo z naprimer 60 slikami na sekundo. Tega res ne moreš videti s prostim očesom. Če to vidiš bolj na počasen način, pač si bolj predstavljaš in vse. Mladi so spoznavali zakonitosti trenja in da je pozimi v jezerih voda na dnu toplejša kot na površju, zato moramo biti previdni, ko se drsamo po njem. Ogledali so si tudi daljinsko vodene brezpilotne letalnike, ki so jih študenti strojne fakultete izdelali za tekmovanja.